Tudi skupino raziskovalcev z Inštituta za socialno varstvo v Ljubljani je presenetil porast zabeleženih primerov nasilja, ko so lani pridobljene podatke primerjali s podatki iz podobne raziskave opravljene leta 2011, priznava ena od soavtoric raziskave, doktorica Tamara Narat. Tukaj moram reči, da smo bili kar negativno presenečeni, vse nismo pričakovali tazga poskoka. Če dam primer za Center za socialno delo, oni so leta 2010 poročali recimo o 280 primerih otrok, ki so nasilni do sebe ali do drugih. V naši raziskavi je bilo takih več kot 700 primerov, s tem, da niti vsi centri za socialno delo niso izpolnili ankete, tako da če bi vsi, bi bila končna številka še večja. Porast je bil tudi pri strokovnih centrih. V tisti prvi raziskavi je bilo takih 113 primerov, zdaj v naši pa več kot 200, se pravi, se je še enkrat povečala. Res je, da smo v tem dobrem desetletju tudi postali občutljivejši na nasilje in da imajo šole zdaj protokole, po katerih morajo sporočati primere nasilja tudi centrom za socialno delo. Zato je prijavljenih primerov več. Na povečanje so vplivale tudi spremembe v družbi. Močno zvišanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, kot so pametni telefoni, računalniki, pa spremembe v šolskem sistemu, ki vodijo do zmanjšane avtoritete šol. Posledice imajo ukrepi ob epidemiji. Težave se potencirajo tudi zaradi neprimerne vzgoje in družinskih odnosov, več je ločitev, pozna se primanjkljaj terenskega dela socialnih delavcev. V skupini tistih, ki so nasilni do drugih, prevladujejo fantje, v skupini nasilnih do sebe pa dekleta. Žalosti, da so med otroki, ki so bili umaknjeni iz družin, tudi zelo mladi. Celo 2 primera otrok, ki so nastanjeni v strokovni center, sta v starostni skupini 6 do 9 let. Pri tistih, ki so bili obravnavani zaradi nasilja do drugih, večinoma ni šlo za fizično nasilje, pač pa za grožnje, ustrahovanje in podobna dejanja. Pri tistih obravnavanih zaradi samopoškodovanja pa so zajeti tako tisti, ki so rabili pomoč zaradi hude anksioznosti in paničnih napadov, pa vse do tistih, ki so želeli umreti. Čeprav na splošno število samomorov na ravni države upada, tudi v starostni skupini do 30 let, je vsak tak dogodek za strokovnjake v lokalnem okolju seveda pretresljiv. Udeleženi predstavniki institucij v tej raziskavi so tako poročali, da število samopoškodovanj zelo narašča. V praksi naraščajo te primeri, naprimer predstavnica NGCSD-ja je ravno omenila en primer, sicer gre za neko bolj manjšo enoto, 4 samomorov mladih, sicer od 20 do 30, to so malo starejši, ker tukaj je bila vse ciljna skupina do 18 let, ampak so rekli, da se še v zgodovini niso soočali s takim porastom, tako da so tudi sami presenečeni nad trendom oziroma nad to situacijo v lanskem letu. Zanimivo je, da pri mladih, ki so zaradi nasilja obravnavani na centrih za socialno delo, ni velikih odstopanj glede na socialno-ekonomsko poreklo. Stiske, zlorabe in zanemarjanja so prisotni v vseh družbenih razredih. No, slika v strokovnih centrih, kamor so otroci praviloma nameščeni iz svojih družin, pa je drugačna, poudarja doktorica Tamara Narat. In je to lahko kot nek tak klicaj oziroma neko opozorilo, kaj se zdaj tle dogaja v celem sistemu, da na koncu pa v institucije se potem namešča otroke iz najbolj ranljivih skupin. In to v bistvu kaže na neko nepravičnost sistema, ker ni sama revščina problem, da bi bilo to povezano, ampak vse okoliščine, ki privede do tega, pa v bistvu za njih je tudi so neke oblike pomoči teže dostopne, mogoče samoplačniške obravnave in tako naprej. Tudi stroški povezani s prevozom do različnih oblik pomoči in tako naprej. Tako da je v bistvu stvar na koncu vidimo stvar sistema. Ali povedano neposredneje, v strokovne centre, kot so denimo Logatec, Planina, Višnja Gora ali Veržej, so pogosteje nameščeni otroci iz nižjih socialno-ekonomskih slojev oziroma najranljivejših skupin. In to tudi zato, ker je zanje pomoč v začetnih fazah težav težje dosegljiva ali kar nedostopna. Če vemo, da so dolge čakalne vrste, da si zato nekateri pomagajo z samoplačniškimi pomočmi, tukaj so pa seveda revnejše družine bolj ranljive, težje si privoščijo primerno obliko pomoči.
Še več, zaradi oddaljenosti, prevoznih stroškov in težje odsotnosti z dela je celo sistemom zagotovljena in neplačljiva pomoč zanje v praksi tako rekoč nedostopna. Raziskava Inštituta za socialno varstvo tudi kaže, da je manj dostopna tudi preventivna dejavnost. Zdaj imajo CSD veliko manj časa, kadra, zmožnosti financ, da vstopajo v družino na terenu. In ko smo se z njim pogovarjali, so izpostavili, da imajo pozitivne izkušnje s tem, imajo znanja, ker pač včasih pred leti so lažje na ta način zajezili težave in tudi uspešno jim je uspelo pač preprečiti potem institucionalizacijo otrok, da so pač lahko ob podpori otroci ostali v družinskem okolju. Posledica pomanjkanja preventive, kadrovskih stisk in vse daljših čakalnih dob v svetovalnih in podobnih centrih se odraža v hujših oblikah stisk, težav in motenj, zaradi katerih je več tudi potreb po prostih mestih v strokovnih centrih, kamor nameščajo otroke, ko je bivanje v institucijah zanje primernejše od bivanja v družini. Vse pogosteje jih tja nameščajo tudi takrat, ko bi bilo sicer za otroke primernejše bivanje v rejniških družinah, a je teh bistveno premalo. In ker morajo otroka odmakniti iz okolja, ki ni primerno zanje in nimajo druge možnosti, potem namestijo v strokovni center pač bolj po tem principu prostih postelj, čeprav se zavedajo, da namestitev ni tista, ki bi bila primerna, ampak da bi otrok res potreboval rejniško družino. Tako da v bistvu strokovni centri zaradi tega tudi pokajo po šivih, tudi sami pravijo, da imajo vsaj nekje eno četrtino otrok, ki ne pašejo k njim, in ena od teh skupin otrok so ravno ti, ki bi v resnici potrebovali rejniško družino. Tako da na enem strokovnem posvetu je bilo izpostavljeno, da če bi odprli še enega ali dva ali tri, kakorkoli strokovni centri, bi bili vsi v trenutku polni. Ampak to ni rešitev. Nujno je treba delati na preventivi, da do tega sploh ne pride. Pomanjkanje rejniških družin in posledično institucionalno sobivanje otrok, ki bi potrebovali povsem različne oblike pomoči in podpore za zdrav razvoj, zdaj pa morajo sobivati tam, kjer je pač prostor, ima seveda škodljive posledice, opozarjajo strokovnjaki. Lahko imajo srečo in se v zavodih nekako znajdejo, lahko pa tudi zaradi nastanitev, ki niso po njihovi meri, začnejo odklanjati pomoč, kar lahko vodi do drastičnih izhodov, opozarjajo primeri, s katerimi so se v raziskavi srečali tudi raziskovalci Inštituta za socialno varnost. Šlo je za deklico, ki je imela hudo izkušnjo od doma, se pravi umor matere strani očeta. Bila je nastanjena v strokovni center, ker rejniška družina nobena ni želela vzeti, oziroma je bila glede na te predispozicije bolj primerna za strokovni center. Tem se je tam kazalo, da bo nekako to primerna nastanitev, ampak potem pa je začela begati. In je na koncu prišlo do tega, da je celo prebegala v Švico, tam so jo najdali, se pravi, zelo so se zavzeli za njo, šli so iskati v Švico, pripeljali nazaj, ampak bila je že noseča na heroinu, so dali v varno hišo. So te nastanitve, ampak nobena nastanitev ni bila ne po meri, ne da bi se ona z njo poistovetila, da bi se tam počutila dobro in da bi se pač umirila in da bi se njeno stanje lahko izboljšalo. Ker trenutno tudi ni načina, kako bi otroka, ki odklanja pomoč in nastanitev, sploh obdržali v sistemu, se dogaja tudi, da zelo mladi otroci doživljajo brutalne izkušnje. Oziroma, kot je poročala zaposlena iz enega od svetovalnih centrov, so pri njih obravnavali 2 13-letnici, odvisnici od heroina, ki sta begali, se prostituirali, bili tudi posiljeni, in za kateri se je svetovalna delavka vsakič, ko sta deklici imeli dogovorjen termin za terapijo, bala, da bo namesto deklic dočakala le še informacijo, da sta mrtvi. Ne moreš čisto nič in je spet frustracija strokovnih delavcev. In tukaj postavljajo pod vprašaj to prostovoljstvo izbire. Tako da to so še take odprte stvari za debato, kaj v teh najhujših primerih storiti. Raziskava Inštituta za socialno varnost je še pokazala, da nekatere obstoječe oblike pomoči v praksi niso več ustrezne in to za praviloma najbolj ranljive mladostnike, tak primer so brezdomni mladoletniki.
oni bi potrebovali različne oblike podpore. Ampak recimo ena od takih podpor, ki bi jo potrebovali, pa je neka nastanitev, najprej krizna ali kot zavetišče, ki bi bila posebej prilagojena njima, ne, ker se pač sami ne identificirajo z odraslimi brezdomci, ker tudi poudarjajo strokovnjaki, da je to pozitivno, da še vseeno vidijo neko rešitev in izhod iz situacije. Tako da ne želijo se vključevati v zavetišče za odrasle, ampak če bi bilo neko zavetišče posebej prilagojeno za mlade, potem bi se lažje vključili in uporabljali tako obliko pomoči. Potem rabimo na nov način domisliti pomoč za otroke, ki so pa mladostnike, ki uživajo droge. Tudi glede namestitev za to skupino otrok. Premalo imamo in kapacitet in se pravi nekih novih idej, kako jim nuditi primerno obliko pomoči. Pa vse preveč je skoncentrirano na tem, da je pogoj za nudenje pomoči abstinenca, ne? Čeprav vemo, da to lahko pride šele na koncu, ko pač razrešimo, ko začnemo razreševati srž težave, ne pa na začetku, da to postavimo kot pogoj. Oni pa ostanejo, tako kot pravijo pri eni nevladni organizaciji, pač jih pustimo na ulicah, lačne, brez pomoči, samo zaradi tega, ker imamo tako pravilo. Res slabe dostopnosti oziroma kar nedostopnosti pomoči, ki je ponekod res katastrofalna, se zavedajo tudi institucije oziroma strokovni delavci, ki skušajo zmanjšati škodo z vsaj zasilnimi oblikami pomočmi, kot so triaže in skupinske pomoči. Kot pravi doktorica Tamara Narat, izsledki raziskave kažejo, da bi področje pomoči ranljivim otrokom potrebovalo celovito reformo, ki pa je glede na kadrovsko sušo v praksi neizvedljiva. Potrebovali bi več preventive, več nastanitvenih kapacitet, več rejniških družin, inovativnejše oblike pomoči in boljše preverjanje učinkovitosti obstoječe pomoči. Ob vsem tem pa še natančen dogovor o tem, kaj je kdo v sistemu dolžan storiti. Kar velika težava tega področja je, v bistvu te tematike, da se dotika različnih resorjev, tako sociale, družine, zdravstva, stanovanja in tako naprej. In se pol v praksi dogaja, da si institucije včasih kar malo podajajo določene primere otrok, to ne sodi k nam, to je pod vašo pristojnost. Ker se obstoječi sistem sooča s toliko težavami, je otrok, ki bi sicer s primerno pomočjo lahko premagali čustvene težave in motnje, bistveno manj, kot bi jih lahko bilo. Oziroma še slabše, kot je slikovito opisala ena od sodelujočih v raziskavi, se zdaj srečujejo s primeri, da se situacija otrok zaradi neprimerne nastanitve še poslabša in se na koncu otroci vrnejo domov še bolj poškodovani, kot pa so bili pred namestitvijo.